Krojaštvo je en takšen zanimiv poklic, ki nažalost se nam zdi, da malo izumira, ne? Ampak v Mariboru še to tradicijo vi ohranjate. Če nam lahko prosim izdate, kako se je vse skupaj začelo pred leti in kdaj ste se začeli s tem ukvarjati? Ja, po osnovni šoli sem se pač odločil za poklic krojača. Takrat je bila v Mariboru še kar to perspektivna panoga, ki je zaposlovala kar nekaj tisoč ljudi, ne. Potem sem končal poklicno šolo. Po poklicni šoli sem šel na modelarsko šolo, to je strokovna šola, ki je danes na žalost ni več. Bila je edina v takratni Jugoslaviji. In tudi vse konfekcijske tovarne po bivši Jugoslaviji so imele ta kader. To se pravi, verjetno ni bilo tovarne, ki ne bi v Maribor poslala svoje ljudi na šolanje, ne. Tako da sem jaz takrat imel sošolce v bistvu iz cele Jugoslavije. Potem sem se zaposlil v mariborskem Piku, to se pravi, to je bila tovarna Srajc, ki je bila, moram reči, kar se kvalitete tiče, pa partnerjev, za katere smo delali v samem vrhu, slovenskem in jugoslovanskem, ne. Tam so torej prejeli veliko izkušenj, ne, ki jih... Ja, saj tudi Nemci so takrat tehnologijo postavili tu v Mariboru, ne, in smo v bistvu imeli norme nemške, ne, oziroma zahodnoevropske takrat. In smo delali verjetno za ene najboljših nemških firm smo delali Srajce, ne. To so bile visokocenovni razred Srajc, ki so takrat stali po 150 mark, ne. To je bilo takrat za nas nepojmljivo, da lahko Srajca sploh toliko stane, ne. Delali smo med drugim tudi za Wimbledonski turnir Srajce oziroma polomajce, ne, za Hugo Bossa in podobno, ne. Torej, ta tovarna pa je potem šla, ne, na žalost v stečaj. In kdaj si se potem odločil za svoje? Jaz sem se odločil 89. Ko so se začele plače slabšati, sem se odločil za samostojno pot in od takrat sem v bistvu krojač. Kako se pa zdaj ta poklic spreminja oziroma kakšna je razlika biti krojač takrat, ko ste začeli na svoji poti in danes? Še je dovolj dela, kaj danes krojač počne? Ja, glejte, zdaj nam je verjetno, ne, v veliki večini je smo usojeni na popravila, ne, kar v bistvu ni nič slabega. Danes je pomembno, da preživiš, ne. Takrat pa se je ogromno delalo v Mariboru, je bil MTT, ne, ki je izdeloval blago, to se pravi, blaga je bilo v izobilju in so ljudje si zelo dosti dali šivati nova oblačila, ne. To se pravi od moških oblek do kostimov in vsega, ne. Ko pa so še te tovarne zaprle svoja vrata, pa tudi tega. Danes v bistvu v Mariboru, da 2 ali 3 trgovine so, ki prodajajo metražo, ne. Tako da niti ne moreš dobrih materialov za izdelavo moških oblek kupiti, ne. Tako da zdaj je malo manj šivanja po meri, je pa drugega dela potem več. Torej popravljanja pa še vedno Popravil, ja. veliko. Pa tudi, na primer, za gostince še vedno dajo kar precej delati za kuharji, natakarji in tako dalje, ne. Tako da vsega pomalim je, ne. Jaz sem pa v teh dolgih letih kar obdržal en krog strank, dobrih strank, tako da se ne morem glih pritoževati, ne. Kaj pa za prihodnost tega poklica je za skrbeti, je prihodnost, kje še se bo vrnila? Ja, prihodnost je, ne, samo ni pa podmladka, ni, ne. To se pravi, zdaj bi, ne vem, nekaj bi se v tej smeri moglo narediti, ne. Ta naša branža nekako umira, ne, mladi. Težko je, ne. Nimajo pa možnosti se izobraževati? Ne, nimajo možnosti, ne. Pred časem je prišel en nadobuden fant k meni, da bi se naučil delati moško obleko, ne, pa je izgleda malo voljo izgubil, ne. Ko sem rekel, da moraš iti po stopnicah, to se pravi najprej krilo, hlače, šele potem je suknjič moški, ne. Ne moreš ti začeti kaj relija voziti, ne, če nimaš izkušenj. Tako da to je kar pot, ne, do tega, da to osvojiš, ne, kar nekaj let traja, da ti narediš dober proizvod, ne.
Tudi delo samo se razlikuje od nekoč pa danes, ne, verjetno so kakšni pripomočki. Včasih je bilo ogromno ročnega dela, ne, danes je ročnega dela manj. Mi smo se tudi v šoli učili v bistvu narediti moško obleko brez šivanke, bi lahko rekel, to se pravi strojno, ne. Danes se tudi vse strojno izdeluje, tudi novi materiali zahtevajo že lepljene šive in podobno, ne. Jaz tudi delam kar nekaj teh športnih oblačil, mislim popravljam oziroma vzdržujem. Tu so čisto novi prijemi, ne. Tako da tistih starih delati kaj na roko ali pa na navadni šivalni stroj tega ni več, ne. Tako da zahtevajo ti novi materiali tudi nove stroje. Bi pa lahko rekli zase, da uživate v tem delu še vedno? Ja, jaz, če ne bi užival, ne, tudi verjetno ne bi tako dolgo vztrajal, ne. Tak pač je, ne vem, ne bi se rad lih hvalil, ampak verjetno o tej šivariji kar nekaj vem, ne, ker sem dal kar dolgo pot skozi. In nekako vedno vem, kaj me čaka, ko mi nekdo nekaj prinese, pa me včasih s strahom vpraša, je to, se boste jezli zraven, ali kaj sem rekel, ne bom se, ne, jaz vem, kaj me čaka, kaj moram narediti in tu ni neke neznane poti, tako da se to naredi pa je, ne. Mogli bi, ne, mlade probati nekako spodbuditi, pa jim pokazati neko pot, da bi mogoče v tem poklicu začeli, ker čez nekaj časa ne bo, ne, več ljudi, ki bi prenašali znanje, ne? Pa ki bi tudi to naše delo naprej delali, ne. Pol bomo pa mogli začeti spet vse znova, pa bo dosti težje, ne. Hvala lepa za vaš iskren pogovor in še veliko uspeha in izzivov naprej.